Ker smo glih pri vitaminih, čistko mal izven, tudi znotraj prehrane. Zdaj mi je slučajno padlo na pamet, ker danes je bilo zdaj malo sončka, ta famozen D-vitamin, pa sonce. Glih nedolgo nazaj, sem se pogovarjal z eno prijateljico, se ne spomnim več s kom, smo se pogovarjali o D-vitaminu in o sončenju. A ti mogoče kaj veš, to klasično vprašanje, ki je potem dostikrat na tapeti, koliko sonca nekako ali na dnevni ali pa tedenski ravni deva, ne vem, reči, je tisto nekako preko katerega sprožimo ravno toliko, bom rekel, sinteze vitamina, kakor zdaj, ali je to, pa tudi recimo ta zanimivo vprašanje, ali je dovolj, da te sonce obsije samo na enem delu telesa, recimo mogoče samo obraz ali pa roke, po zim ne hodimo nagi okrog, ali je boljše, ali pa ni razlike, ali se jaz na sonce postavim za 15 minut samo z obrazom ali s celim telesom, a ti kaj veš o teh stvarih? To so vse spremenljivke, ki določajo to, kako dolgo moraš biti na soncu. Zdaj, kje živiš je zelo pomembno. Tukaj v Sloveniji recimo ni celo leto sonce uporabno za ta namen, ne? Ker enkrat je zelo nizko in ni zadosti močno. Dejansko ti UVB žarki, ki zadanejo kožo, niso zadosti močni, da bi producirali sploh vitamin D. Tako da po tem delu leta ne moreš, lahko si cel dan na soncu nag ležiš, ne? Z teh 12 ur ali pa še manj, koliko je sonce takrat, pa ne boš produciral zelo velikih količin, ali pa sploh ne vitamina D. Ker sonce pač ni zadosti močno. Tako da nekaj pol leta samo v Sloveniji je, ne vem točno, kjer mesti so, od marca do, ne vem na pamet, v glavnem pol leta. Tvoja pa od kože, bolj, ker si temen, dlje moraš biti na soncu. Zdaj, čas, valjda, je odvisen od tega, pa od tega, kako močno sonce je. Površina kože je tudi en dejavnik, ne? Večjo površino, kot izpostaviš načeloma, manj časa moraš biti na soncu. Da vse to je nekaj, kar vpliva na to, kako uspešni smo v tem, koliko vitamina D dejansko pridobimo iz sonca in ker večino teh stvari glih ne izpolnjujemo, smo daleč od tega, kar bi bilo optimalno, hodimo oblečeni, večino, sploh poleti, itak smo, tudi poleti vse večino časa, ko sije sonce, nisi na soncu, ampak se skrivaš pred soncem. Mislim, je tudi razlog zaradi tega, potem te večje raziskave tudi v Sloveniji ugotavljajo, da velik del populacije ima suboptimalne, celo zelo suboptimalne ravni vitamina D. In tukaj je suplementacija zelo na mestu, ker če imaš tega premalo, pa moraš nekako dodati. V prehrani ni zadosti vitamina D. Pred kratkim je bila objavljena ena zanimiva raziskava, kjer so namenoma hranili ljudi z, ne vem na pamet, koliko lososa so jim dali za jesti, ampak je bilo precej lososa, toliko lososa nobeden od nas ne poje, niti tisti, ki imajo najbolj radi ribe, in niso mogli samo z lososom dopolniti ravni vitamina D pri tej skupini, ki je uživala los. Torej, sonce je dejansko takrat, ko ga imamo na voljo, oziroma tista polovica leta dejansko treba ga kar izkoristiti, ne? Neke konkretne številke ne bi vedel podati, pa časa, koliko moraš biti takrat na soncu. Tudi zelo različno slišim, da ljudje priporočajo, od pol ure pa plus, ampak realno ne vem, koliko časa moraš biti. Če hočeš samo s soncem to stvar dopolniti, potem res moraš biti poleti zelo relativno pogosto na soncu, vseeno upoštevati vse tiste dobre prakse, ne se pač zažgati na soncu, ker bo to imelo druge negativne učinke na tvoje zdravje, pa poveča pač tveganje za nastanek raka na koži, melanoma, ali kako je. In testirati mogoče vitamin D, zdaj imamo to šanso, imamo ta luksus, ne. No, zdaj trenutno ne, ker se to ne dela, ampak v normalnih okoliščinah lahko narediš krvni test za ravni vitamina D in potem na podlagi tega dosuplementiraš po potrebi. Je pa tako, da nekih do 2000 internacionalnih enot vitamina D, mislim, da lahko vsak uživa, nekako okoli 1000, malo pod internacionalnih enot je
je za odraslega človeka priporočena dnevna doza vitamina D. In če nekdo do 2000 dodaja na dan, je to približno toliko, koliko rabi, če upošteva, da se ne bo kompletna doza absorbirala. Brez tega, da karkoli testira, ali pa brez tega, da se, sploh če ve, da ne preživi poleti za dosti časa na soncu. Ker teoretično, ali pa hipotetično, bi lahko s tem, da preživiš za dosti časa poleti na soncu, zapolnil svoje zalogo vitamina D, toliko, da te zdrži skozi zimo. Ampak večina pač ne preživi za dosti časa na soncu. Zato se mi zdi, tudi če upoštevava, kako pomemben je vitamin D na splošno za imuno funkcijo, če ga imaš premalo, pač da ga dosuplementirati. To ne pomeni, da moraš pretiravati, to bi celo odsvetoval, pač ne pretiravati, ampak mogoče pa vsem dodaj, če veš, da imaš ga premalo, tisto dozo, ki jo potrebuješ, odmerek, ki ga potrebuješ za to, da vzdržuješ vsaj neko normalno raven. Mislim, da nobenemu ne bo škodilo, če dodaja to z 1000 do 2000 internacionalnih enot.